Težko je vedeti in težko je tudi povedati, kako globoka, težka, pa vendarle tudi neprecenljiva izkušnja je nekoga, ki izve, da bo moral dobiti novo srce ali katerikoli drug nov organ. Pravzaprav je transplantacijska medicina danes veda, ki prinaša nemogoče. Kakšni so dosežki na tem področju? Na tem področju se dosežki v bistvu iz leta v leto izboljšujejo. Poznane so tudi že nove tehnike. V številnih državah po svetu, v Evropi pa tudi v nekaterih državah Eurotransplanta se že uporablja tudi pridobivanje organov pri darovalcih po cirkulatornem zastoju. To je ena od nalog, ki nas čaka v naslednjih letih. Trenutno pa večino organov pridobimo darovalcev po dokazani možganski smrti. Po številu presajenih src na milijon prebivalcev smo tudi lani dosegli prvo mesto na svetu, kar je rezultat dela celotne ekipe kardiologov, kardiovaskularnih kirurgov in vseh ostalih timov, ki so v to vpleteni. Tudi rezultati na področju ostalih organov so dobri, sodimo nad evropsko povprečje, na kar smo zelo ponosni. To so dejansko izjemni dosežki, ki vedno znova dokazujejo, da slovenski zdravstveni sistem kljub kratkim stikom in težavam, s katerimi se na splošno sooča, dokazujejo, da še vedno deluje zelo dobro, kaj ne? Drži, z vašo izjavo se popolnoma strinjam. Zavedamo se sicer krhkosti zdravstvenega sistema, še bolj krhkosti na področju naše dejavnosti, kjer smo dejansko odvisni od sprejemanja vsega, kar počnemo s strani splošne javnosti, zato poskušamo biti čim bolj transparentni, jasno podajati vse, kar se dogaja, ker že trohica nezaupanja lahko povzroči bistveno nižje številke, kot jih trenutno dosegamo. In v tem smislu je zagotovo še vedno velik izziv prav odločanje, vnaprejšnje odločanje za darovanje organov pri smrti. Pa to ni le recimo temu težava ali dilema, s katero se srečujemo pri nas, ampak je tako pravzaprav povsod po svetu. Kako pravzaprav povedati ljudem, da tu ni nobene nevarnosti, nobenih morebitnih uhajanj podatkov, ampak da gre dejansko za globoko altruistično odločitev, ki lahko reši ne eno, temveč več življenj. To je naša vsakoletna naloga, ki ji posvečamo veliko časa. Trudimo se za jasne in dobre stike z mediji, kar nam tudi uspeva. Rezultati transplantacijske dejavnosti, ki sledi donorski, sami po sebi dovolj zgovorno govorijo, da je program dober. Tudi številni pacienti, ki so na ta način uspeli preživeti in zaživeti novo, sicer zelo odgovorno življenje, so živa priča temu, kar počnemo. Opredeljevanje je seveda tisto, kar si želimo. V času svojega dela, predvsem transplantacijski koordinatorji, vedno vstopamo v fazo, ko je treba svojcem po sporočeni smrti predstaviti tudi možnost darovanja. Če takrat željo umrlega poznamo, oziroma jo svojci poznajo, je ta pogovor toliko lažji. Zato apeliramo na vse, da o možnosti darovanja po smrti, o tem, a želijo še nekomu pomagati, oziroma v svoji zadnji zapuščini, dejansko razmislijo in se opredelijo. Opredeljujejo pa naj se na podlagi jasnih, preverjenih informacij, in v ta namen smo tudi naredili novo spletišče, se pravi novo spletno stran, ki nekako v poplavi teh raznih senzacionalističnih informacij in medijskega trušča predstavlja neko varno sidrišče za vsakega, ki želi dobiti jasne, preverjene, kratke in jedrnate informacije. Pokrivamo celotno področje donorsko-transplantacijske dejavnosti. Spletna stran je v bistvu namenjena vsem uporabnikom, od najmlajših do najstarejših, pa tudi vsem tistim, ki imajo posebne potrebe. Kako pa je na področju presaditev drugih organov? Vemo, da je pred nekaj leti pri nas ponovno zaživela dejavnost transplantacije pljuč. Kako uspešni smo na tem področju? Kako uspešni smo denimo pri presaditvah ledvic? Področje transplantacije pljuč je ponovno zaživelo po letu 2003, ko smo uspešno presadili, oziroma so kolegi iz transplantacijskega centra UKC Ljubljana uspešno presadili polovico pljuč, eno pljučno krilo. Potem je sledilo dolgoletno izobraževanje, ekipe so se
učile in izpopolnjevale svoje znanje v bolnišnici na Dunaju. Potem pa smo leta 2018 končno začeli s programom, ki smo ga v naslednjih letih popolnoma osamosvojili. Trenutno dobijo praktično vsi prejemniki pljuč pravočasno organ za sebe, čakalna doba je nekje 3 mesece in rezultati so izjemno dobri. Po presaditvi pljuč sodimo med prvih 10 na milijon prebivalcev. Nekoliko slabši rezultati so po številu presajenih organov na milijon prebivalcev pri jetrih, kjer so čakalni seznami še vedno prekratki. To je nekje računamo posledica pandemije COVID-19, ker se je takrat zaščitilo starejše, bolj ranljive skupine in niso toliko prihajali v bolnišnice, tako da ta program je nekje v obujanju, se že več pacientov ponovno uvršča na čakalne sezname, vendar pričakujemo višje številke v naslednjih letih. Pri transplantaciji ledvic pa je mogoče premalo informacij za vse bolnike, ki bi tak način zdravljenja potrebovali. Obstaja tudi dializno nadomestno zdravljenje, katerega rezultati pa niso popolnoma primerljivi s transplantacijo. Ve se, da transplantacija ledvice predvsem od živega darovalca prinese bistveno boljše rezultate. To pa je program, ki je pri nas izjemno majhen. Presadi se mogoče do 2 ledvici od živega darovalca na leto, ostal program je ves od ledvic pridobljenih po možganski smrti. In čeprav je ta podatek glede možnosti darovanja ledvice živega darovalca znan, pa vendarle velja opozoriti, da v tem primeru pride v poštev le darovanje bližnjih svojcev, kaj ne? Ja, tukaj je stroga regulativa. V primeru živega darovanja mora končni postopek odobriti etična komisija za presaditve. Presadi se lahko samo znani osebi, s katero si sorodstveno ali čustveno povezan. Absolutno kontroliramo vse možnosti zlorabe na tem področju. Slovenija je tudi ena od prvih podpisnic ratifikacije konvencije proti trgovanju, tako da imamo na svoji spletni strani tudi možnosti javljanja vseh dogodkov, ki bi kazali na kazniva dejanja. Trgovine z organi v Sloveniji ni bilo in je ne bo, to lahko zanesljivo rečemo. Slovenija Transplant je namreč tudi tista inštitucija, ki vodi seznam vseh darovanih in vseh presajenih organov. Imamo natančen sistem kakovosti, sledljivosti in varnosti, s katerimi preprečujemo vse neljube dogodke. Morda samo še to, kakšni pa so po zdaj že dolgoletni dejavnosti Slovenija Transplanta po vpetosti velikega nabora strokovnjakov v to dejavnost, občutki ob vseh dosežkih in upanje, da se udejanjijo tudi vsi izzivi, ki so vendarle še pred vami? Občutki so zaenkrat izjemno dobri, zavedamo se sicer vseh pretresov v zdravstvu, upamo, da nam bo uspelo zadržati te izjemne ljudi, ki v celotni nacionalni donorski mreži predstavljajo tiste ključne osebe, ki držijo program na tako visokem nivoju, in nadejamo se, da nam bo v naslednjih letih uspelo program razširiti do te mere, da bomo čim bolj težili k samozadostnosti.